Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, lep pozdrav na 9. SBC webinarju, tokrat na temo COVID-19, celostna zaščita pred virusom na primeru podjetja Polycom iz Škofje Loke. Zaradi širitve COVID-19 po svetu so se podjetja primorana soočiti z novo realnostjo poslovanja. V svoje delovne procese morajo vključiti ukrepe za zajezitev virusa, kakor tudi ukrepe za odpravo njegovih posledic. Izkušnje iz tega področja si morajo podjetja pridobiti sama, saj je strani raznih institucij malo informacij, ki bi se podrobneje dotikale reševanja teh problemov. V podjetju Polycom so od začetka prvega vala v mesecu marcu letošnjega leta do sedaj pripravili številne ukrepe, ki omogočajo bolj ali manj uspešno spopadanje z novo nastalo situacijo. Na današnjem webinarju bodo predstavljeni COVID-19 ukrepi v podjetju Polycom Škofja Loka. Ukrepe so v podjetju ločili na 3 vidike: ukrepi za preprečevanje in širjenje okužb, ukrepi za zagotavljanje nemotenega poslovanja, ukrepi za preprečevanje škode pri poslovanju. Poudarek na tem SBC webinarju bo predvsem na vidiku preprečevanja širjenja okužb. Predaval bo gospod Ulrik Oblak, član uprave podjetja Polycom in njihov strokovni sodelavec z več področij. Webinar bo moderirala Saša Pipan. Veseli smo, da se je na 9. SBC webinarju prijavilo več kot 60 slušateljev, saj so ukrepi za preprečitev širjenja koronavirusa na delovnem mestu izredno pomemben element pri zaustavitvi tako hitrega širjenja virusa. Webinar bo potekal tako, da bomo poslušali predavanje, na koncu pa bo možnost za vaša vprašanja. Na voljo imate sicer več možnosti za vprašanja, lahko jih zastavite v pogovoru, v chatu, ki je druga ikona med predavanjem ali na koncu, ko bo čas za vprašanja. Na koncu predavanja lahko tudi dvignete roko v aplikaciji z gumbom Raise your hand, ki je tretja ikona. Ko vam bo predavatelj predal besedo, prosim vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite vprašanje. SBC webinar bomo snemali, tako da boste danes tekom dneva prejeli posnetek SBC webinarja, prezentacijo in tudi kontakt predavatelja za morebitna kasnejša vprašanja. Preden začnemo, prosim še enkrat vse, ki ste se nam pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video. Obenem pa predajam besedo gospodu Ulriku Oblaku. Gospod Ulrik Oblak, beseda je vaša. Pozdravljam še z moje strani. Bom kar shareal screen. Tako kot me je že kolegica predstavila, se pravi, pokrivam več različnih področij, se pravi varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom, varstvo okolja in kakovost. Pod kakovostjo pokrivam pač presoje ISO 9001, IATF, avtomobilsko industrijo, ISO 14001 in potem še VDA 6.3, VDA 6.5. Prihajam iz podjetja Polycom. Locirani smo na 2 različnih lokacijah, v Dobju in Črnomlju. V Dobju je pač naša matična, v Črnomlju pa podružnica. Na obeh lokacijah skupaj nas je približno 300 zaposlenih, ukvarjamo se z orodjarstvom in plastikarstvom. Nudimo vse od razvoja izdelka, razvoju orodja, imamo kar velik tehnološki oddelek, zelo veliko delamo tudi z avtomatizacijo procesov, z sodelovanjem z drugimi podjetji, razvijamo oskrbovalno verigo, spodaj imate nekaj naših izdelkov, kar je zelo majhno število tule prikazano, medtem ko v podjetju imamo približno 800 izdelkov in od tega recimo polovico za avtomobilsko industrijo. Da nadaljujem, se pravi, COVID ukrepi, tako kot je že pač napovedala, smo mi razdelili COVID ukrepe na 3 različne vidike. Prvi vidik je ukrepi za zagotavljanje nemotenega poslovanja. Tukaj imamo pač moratorij na plačevanje obveznosti kredita, subvencionirano čakanje na delo, krajši delovni čas. V bistvu to, kar je iz paketa pač vlade.
Potem imamo desno ukrepi za preprečevanje škode pri poslovanju, to je pa potem podaljšanje delovnega časa, pač smo mogli delo prilagoditi na nove razmere, na kateri delajo pač več, na kateri manj. Imamo tudi možnost, da smo naredili skupine v primeru, da bi bilo treba pokrivati kakšen oddelek, tudi zaposleni iz pisarn se bojo vključili. Glavna stvar, ki smo naredili, so skupine oziroma narekovajo balončke vseh zaposlenih. Delo ob vikendih, se pravi, kjer kakšne stvari smo mogli tudi v vikend potegniti, ali smo pa tudi mi razdelili, da je pač na 6 dni, da so razdeljeni zaposleni in delo od doma, zelo koristno. Večina ljudi, ki lahko dela od doma, dejansko že par mesecev dela od doma, pač tisti, ki imajo pač za to izpolnjene pogoje. Delo študentov, študenta imamo recimo na rezervi, če bi prišlo do večjega izpada. Smo pa pač poklicali vse praktikante in študente, da smo pač si tudi naredili neke sezname, bazen, s katerega lahko potem pridobimo ljudi. Ta zadnji vidik, ukrepi za preprečevanje in širjenje okužb, to je pa v bistvu ta sklop, ki se bomo v nadaljevanju najbolj z njim ukvarjali oziroma poglobili. Ta vidik smo porazdelili nekako na 10 različnih sklopov in bom jaz za vsak sklop bom že posebej rečemo na grobo razložil, katere stvari pa na kakšen način smo se lotevali. V naslednjih slajdih bomo pa še bolj podrobno pa dejansko videli prav naš Excel z vsemi ukrepi, ki so napisani. In če gremo od začetka, se pravi širitev preko prevoznikov, mi smo iskali vire, na kakšen način bi lahko pač virus prišel v naše podjetje. In en glavnih teh sklopov je širitev preko prevoznikov, širitev preko obiskovalcev. In pri prevoznikih smo najprej pač omejili, da ne smejo v naš objekt. Postavili smo jim tudi, se pravi, stranišče zunanje. Kar se tiče naše logistike, se pravi zaposlenih v logistiki, so dobili točna navodila, kako morajo z dokumentacijo ravnati, da morajo imeti maske, morajo imeti zaščitne rokavice, ne smejo spuščati noter. Širitev preko obiskovalcev. Tule smo šli v omejevanje, kdo sploh lahko pride k nam, in tisti, ki pridejo k nam, kakšna pravila morajo upoštevati, se pravi varnostna razdalja, maske, razkuževanje, določenim tudi pomerimo pač temperaturo, sicer prej dobijo pač list, da to dovoljujejo. Širitev preko površin, tule smo se osredotočili, na kakšen način bi lahko preko površin prenašali virus, in smo že takoj v začetku marca, ko je bil prvi val, smo najeli zunanje podjetje, da nam je z meglico dezinficirali komplet vse lokacije. Mi imamo še ta tretjo lokacijo, ki je v bistvu samo skladišče. In vse te 3 lokacije smo enkrat en dan med vikendom, vsak vikend dezinficirali. Tekom naslednjih mesecev smo se odločili, da bomo te naprave sami kupili, in smo dejansko usposobili tudi naše zaposlene in jih ustrezno usposobili, opremili, da to dezinfekcijo lahko delamo zdaj sami, in jo tudi dejansko izvajamo vsak vikend, predvsem zdaj v drugem valu. Imamo pa tudi, če zasledimo, da je kakšen primer v oddelku pozitivne osebe ali pa da je oseba bila s pozitivno osebo, začnemo z dezinfekcijo prostora tudi tekom tedna, se pravi vsak dan. To se sproti dogovarjamo glede na pač stike in kakšne so povezave. Širitev med oddelki, tle je glavni sklop skupine, se pravi, mi smo vse oddelke razdelili v skupine. Lahko smo tudi en oddelek razdelili na več skupin. Te skupine bom bolj natančno v tistih ukrepih naprej razlagal. Potem širitev preko razgovora za delo, to v bistvu je v povezavi z obiskovalci.
tle kljub temu, da je COVID in kriza, imamo trenutno precej naročil in veliko dela, tako da dejansko iščemo novo zaposlene. Tukaj pač poskušamo preko interneta, preko telefona čim več informacij dobiti za razgovor, če pa potrebno, pa pridejo tudi pač k nam, ampak morajo tle pač določene ukrepe upoštevati, ki jih bom tudi bolj detaljno naprej razložil. Širitev med lokacijami. Tle smo tudi znotraj naših 3 lokacij omejili, katere osebe lahko iz ene lokacije gredo na drugo. Omejitve so bile od popolne prepovedi do tega, da so, rečemo, za nujne stvari, če kakšen tehnolog mogel biti nujno na preizkusu v lokaciji v Črnomlju, da je lahko šel dol in se je pač spet tistih pravil držal, ki smo jih dorekli. Potem širitev preko odmorov. Tle odmori malce, tle vidimo oziroma ocenjujemo, da je to največji problem širitve, ker med odmorom in med malico so zaposleni najbolj sproščeni, najhitreje pač pozabijo na pač ukrepe oziroma te distance, hitro se začnejo družiti, no. Bom tudi povedal, na kakšen način smo se pol s tem spopadali. Potem imamo širitev zaradi slabe higiene zaposlenih. Tle smo dali poudarek predvsem, da smo na vsa stranišča, na vse lokacije, kjer so lijaki, da se umivajo roke, smo postavili plakate, kako se pravilno umiva roke, koliko časa, s kakšno vodo, in zraven smo dali tudi pravila za kako se dezinficira ustrezno pač roke. Potem širitev preko dela v oddelkih, se pravi, smo ne samo od oddelka do oddelka, kako se bi lahko širili, pa da bi to preprečili, smo tudi širitev znotraj oddelka. Rečemo, če imamo več linij stroja, tudi te linije med sabo, kako bi preprečili širitev. Potem imamo širitev preko hrane in pijače. Tle smo mogli 2 različna sklopa se zamisliti. Kinematični imamo dejansko menzo in vsi zaposleni v menzi dobijo in smo tudi določene ukrepe v menzi izvedli, medtem ko v Črnomlju imajo delno sami si prenesli, delno pa zunanjem proizvajalcu, ki je pač skozi isti. In da gremo kar naprej, še bolj detajlno, to je dejansko naš Excel iz drugega vala. V bistvu nisem nič zbrisal ven. Kar se razlika prvi pa drugi val tiče, ni nekih velikih sprememb. Mogoče smo tle malo bolj strukturirano pristopili, ker marca je bilo precej kaotično, ampak zdaj načeloma teče, katerakoli stvar se na novo pojavi, imamo v bistvu mi že neke ukrepe pač odzadaj postavljene, ker imamo, eni so ukrepi tiste, ki jih dejansko izvajamo, imamo pa tudi ukrepe za naprej pripravljene, se pravi za scenarije, ki so, če se bi stanje še poslabšalo ali kakorkoli. Kar se tiče širitev preko obiskovalcev, ki smo že omenili, pač na začetku smo rekli pač le nujne aktivnosti, potem smo zaostrili, smo rekli, da bo potrebna dodatna odobritev vodstva, potem smo šli celo toliko daleč, da smo rekli, da je dovoljeno samo res nujnim tistim, ki če ne bi prišlo do obiska, da bi dejansko mi imeli gospodarsko škodo. Vse ostale smo pa dejansko rekli, da ni vstopa. Te 4 točke pri obiskovalcu pač to, en mesec velja, ne vem, 1., 2. točka, en mesec vse 4 pač prilagajamo glede na situacijo, tako da nismo popolnoma zaprti, ampak glede na situacijo pa okužbe pač to tedensko ali pa tudi dnevno pač spreminjamo. Kar se tiče prevoznikov, smo že rekli, širitev razgovorov za dela, smo v bistvu tudi že rekli, sicer tle, ko imamo širitev preko razgovorov za delo, velja tudi za ostale obiskovalce. Tle smo posebej rekli tistim, rečemo v recepciji oziroma tiste osebe, ki sprejemajo obiskovalce, da morajo biti tudi sami pač pozorni,
na obiskovalca, če obiskovalec smrka, kiha, kašlja, se slabo počuti, pač subjektivna ocena, pa tudi povprašamo, če je bil v stiku z bolno ali pa potrjeno osebo s COVID-om, in na ta način lahko tudi oni sami rečejo, pač, da nekomu se prepreči dostop noter v objekt. Tle sem posebej še označil, ob prihodu se ne rokujejo, jih opozorimo na varnostne razdalje in uporabo maske. Kar se tiče mask, to je bilo najhitreje, da so pač vsi pač to nekako začeli uporabljati, varnostne razdalje malo dalj časa trajalo, smo mogli kar precej opozarjati, smo pa mogli tudi posebej za to, da se ne rokujejo, ker pač, če se rokuješ in potem pač se dotakneš onih 3 točk na obrazu, pač je velik prenos. In je bilo kar težko, ker če nekoga pozdraviš, že avtomatično pač mu daš roko, in to smo tudi rabili kar nekaj časa, da smo se tega nekako se ni več delali. Pol razgovori, pa tako tudi sestanki, imamo tako, mi večina sestankov vodimo preko aplikacije Webex, tako da dejansko, rečemo, jutranji sestanek za proizvodnjo nas je bilo normalno 12 oseb v sejni sobi, sicer je velika, trenutno je v sejni sobi so samo 3, vsi ostali smo preko Webex povezave. Če je treba sestanek narediti, da ne gre drugače kot fizično, se uporablja zmeraj največje sejne sobe. Zmeraj se začne z največje in pol glede na zasedenost do manjše. Tako da v največji lahko z lahkoto, če so, ne vem, če 6 oseb, imamo lahko tudi 4 metre med njim razlike. Tle pri sejnih sobah bi še omenil, da vsak, ko pride v sejno sobo, mora prej dezinficirati površine. Imamo tudi škropilnike ročne, se pravi dezinfekcijska sredstva noter, da lahko pred uporabo sejne sobe razkužijo mizo, stole, ročaje stola, smo prav posebej rekli, da morajo ročaje stola in tudi zadnji del stola, zaradi tega, ker ponovadi stol primeš od zadaj in ga odmakneš, in smo rekli, da morajo pač tudi ta povrhnji del stola dezinficirati. Morajo se pa tudi podpisati, da so to naredili, tako da je pač še nek dodaten opozoril, da pač to dejansko izvajajo. Omejitev potovanja. Potovanje je bilo tudi ne samo obiskovalcih nam, ampak tudi mi, rečemo v tujino, kupcev. Smo nekako po istem principu delali kot za obiskovalce, spet nekako 4 nivoji, po nujnosti, odobritev vodstva in gospodarske škode. Širitev zaradi slabe informiranosti zaposlenih. Tle mi zelo veliko dajemo na informiranje zaposlenih. Na vseh oglasnih deskah imamo objavljene vse ukrepe od umivanja rok, pravilna uporaba maske, imamo tudi grafično, dnevno prikazujemo, kako se širijo okužbe, in imamo tudi zraven napisano, kaj pomeni število okuženih, število hospitaliziranih, število na intenzivni negi, pa že imamo tudi razlaga pa grafično prikaz, kaj to pomeni in kako pač raste, ker na ta način tudi lažje zaposleni sprejemajo, če imajo odzad neke relevantne podatke. Smo pa, rečemo, mi nikoli ne prikazujemo število pozitivnih, ampak mi zmeraj prikazujemo razmerje med pozitivnimi in testiranimi. Ker na začetku so zaposleni, ja, jasno, da je več pozitivnih, ker je več testiran, tako da mi samo procent prikazujemo. Spremljamo jasno vsa navodila ministrstva, Nacionalnega inštituta in vse ta informacije, ki jih dobimo, in spet objavljamo preko mailov, preko pač oglasnih desk, in dejansko lepimo plakate pa te informacije tudi po vseh hodnikih, po stopniščih, po oddelkih, nad lijaki, tako da plakatov pa teh slikovnega gradiva pa besedila je zelo veliko v vseh prostorih. Potem širjenje preko dela v oddelkih, tule smo se pa spet, na primer montaža, prebiranje, smo rekli, en zaposlen za posamezno mizo, mi imamo pač kar velik oddelek za prebiranje oziroma sortiranje, pregledovanje in montažo.
In takrat, ko ni veliko dela, da bi bile vse mize zasedene, dejansko damo, ne vem, da je ena miza vmes prosta ali pa da vsak za svojo mizo pač sedi. Isto velja v oddelkih, če kakšne stvari gledajo, pač da ne sedita dva en zraven drugega za mizo. Na splošno imamo pravilo, trenutno razdalja med zaposlenimi mora biti 2 metra. Se pravi, če so bližje od 2 metrov, imajo lahko dejansko masko, ne rabijo imeti na obrazu, oziroma v tistih oddelkih, če je bil kakšen okužen ali pa v stiku z okuženimi, v tistem oddelku rečemo, da je pač obvezno 8 ur uporaba maske. Maske imamo pa za enkratno uporabo ali pa pralne maske. Prihodi na delo. Smo tudi rekli, da ne smejo, naprimer, določeni zaposleni tudi pol ure prej pridejo v službo in pol hodijo po oddelkih, sprašujejo, malo debatirajo, malo si predajo informacije dejansko za delo. Smo rekli, da ne, da je pač 15 minut prej, tako da se čim manj en z drugim imajo stika. Potem tudi včasih je, ne vem, zaposlene, ki dela v recepciji, je raznašala v vseh oddelkih račune, razne dokumentacije. Zdaj imamo mi predalčke v recepciji postavljene in tisti predalček vsak da in vsak pa sam vzame. Tako da v bistvu ne hodi ena oseba v vse oddelke, ampak samo oni do unih predalčkov vsak do svojega predalčka prevzame ali pa pač pusti. Delo od doma smo že omenili, večina jih dela od doma, kjer imajo možnost za to. Imamo pa tudi tako, da tisti, ki delajo od doma, imajo možnost v podjetju nekoga poklicati, če je kakšna stvar v pisarnah, da oni rabijo. Smo zmenjeni tako, da pač tisti, ki ima dostop, lahko gre v to pisarno in ne vem, tista dokumentacija, ki je potrebna, naredi sken in pošlje po mailu, pač, da tisti, ki ima v službi kakšno dokumentacijo, da lahko po skenu dobi domov, da mu ni treba sem hoditi. Različne skupine, to sem že razlagal, mi smo skupine naredili, se pravi, imamo skupine po izmenah, imamo skupine po oddelkih, imamo skupine znotraj oddelkov, imamo skupine tudi glede na projekte, če za en, ne vem, rečemo za 10 kupcev je, ne vem, en tehnolog, en orodjar, en konstrukter, smo dejansko te osebe, ki, ne vem, določene kupce pokrivajo, smo jih dali v svojo pisarno. Prav, da niso konstruktorji vsi v eni pisarni, ampak da smo dali določene osebe tudi glede na tehnološke procese. Ne samo pač tisto, da je, ne vem, kontrola posebej, proizvodna posebej, ampak smo tudi znotraj njih delali skupine. Sadje in določene, rečemo, piškoti, to smo ocenili, da so vse velik potencialen vir za prenos. Če je ena škatla piškotov in da vsi iz iste škatle jemljajo, pač in direkt v usta je najslabiji, tako da smo te stvari enostavno prepovedali, odstranili. Kadilnici smo dali varnostna razdalja 2 metra, ker pač, če kadijo, jasno, nimajo mask, in smo tudi sliko dali zunaj grafično, da res imajo skozi pred očmi to razdaljo, da jo držijo. To pred 10 minutom pred pričetkom smo že rekli. Smo pa tudi omejili, se pravi, pred pričetkom dela v kadilnici ne smejo biti. Prav, prej so lahko prišli, ne vem, pol ure, 15 minut prej in so bili iz vseh oddelkah v naši kadilnici zunaj objekta, ampak znotraj ograjenega našega območja. Zdaj smo pa rekli, da pred pričetkom dela to ne smejo. Lahko koristijo tiste odmore, ki smo jih določili med delovnim časom. Pravila smo tudi posebej poudarili, da veljala komplet za vse, za študente, praktikante, zaposlene, obiskovalce, kupce, izvajalce, vzdrževalce, za vse velja isto. Kdorkoli pride k nam, velja za vse isto in so vsi tudi seznanjeni. Tisti, ki ga pokliče, je odgovoren, da je ta oseba seznanjena. Pravila glede uporabe mask so v bistvu tisti plakati. Zdaj pa dezinfekcija smo že omenili, da lahko dnevno pa tedensko izvajamo, potem sem tudi označil za mikroskop.
Mi smo tudi razmišljali, rečemo, ne vem, če se oseba poti, pa da v mikroskop pogleda, pa ne vem, so oči blizu in je pač lahko transfer skozi oči, se pravi usta, nos, oči, in smo tudi take stvari, pa smo omejili, rečemo, da lahko samo ena oseba gleda na tisti mikroskop znotraj tiste izmene in za druge pregleduje. Če ne gre drugače, morajo pač očistiti. To so v bistvu že take res podrobnosti. Pol uporaba telefona, da se ne uporablja tik ob glavi, da se da na zvočnik ali da se ga sploh ne prime v roko, da direkt že na zvočnik daš, to je rečemo v kontroli, ki kličejo iz proizvodnje iz drugih oddelkov, smo na ta način. Pa so pa še razni ukrepi odprtih vrat, se pravi, da se pisarne čim bolj zračijo. Zdaj razen, če niso kakšne taki sestanki, da so zaupne informacije, pač da ne smejo se širiti, drugače pa načeloma imamo mi vse vrata, tudi na hodnikih, pa v pisarnah non-stop odprt. Smo tudi spreminjali, se pravi, prezračevanje v objektu, smo pač pametna tovarna in lahko preko programa od hitrosti vsega pač urejamo, temperature, tako da smo to tudi bolj imamo pospešeno to zračenje kot normalno. Omejitev števila oseb v prostoru, rečemo v čajnicah, ne sme pač, ne vem, 3 si kavo vzeti, ampak vsak sam, pa tudi v ostalih prostorih. Gibanje le znotraj lastnega oddelka, se pravi, če smo določili, da ne vem, zgornja proizvodnja ne sme, mora biti sama za sebe, oni ne smejo hoditi skozi orodjarno, če bi mogoče to bila bližja pot do jedilnice. Pač smejo samo znotraj svojega oddelka, znotraj svoje skupine. Skupine smo tudi rekli, da morajo biti stalne. Se pravi, če se določi ena skupina, zdaj ne glede, ali to gre za izmeno ali za oddelek, ljudi med tem skupinam pač ne smejo mešati. To sicer je problem, če kateri iz skupine zbolijo in ima ena skupina več zaposlenih kot ostalih, tako da ona skupina z manj zaposlenimi težje opravlja delo, ampak glede na riziko prenosa nam nekako uspeva, da kljub temu pač na ta način funkcionira. Kar se tiče hrane, smo prepovedali dostave hrane zunanjih izvajalcev. V jedilnici vsak dobi posebej zapakiran v prtičku pribor, tako da spet ne jemljemo vsi z istega zaboja. Mize smo določili smo, koliko jih lahko za mizo sedi, in če 2 sedita, da sta diagonalno. Imamo tudi pripravljene kartonske pregrade. Če se bi še zaostrili, lahko še kartonske pregrade na mize postavimo. Omejili smo tudi čas malice v jedilnici na 25 minut, tako da preden pride naslednja skupina, je 5 minut, da lahko pač se očistijo pa dezinficirajo površine miz. Ostalih 5 minut lahko jasno pač porabijo odmor, ampak v točno določenem prostoru in spet znotraj svoje skupine. Prepovedala se je hrana po oddelkih, pisarnah, bilo kakršna, tudi če imaš na mizi kakšna stvar, ker je tudi problematično, če se dela dezinfekcija prostorov, pač ta hrana jasno pač ni primerna za užitje. Tukaj desno sem vam tudi dal, se pravi, ta graf, ki ga prikazujemo. In za vsak graf smo dali še opomba, kaj pomeni. Na primer, število bolnih oseb, ki so v bolnišnici zaradi posledic okužbe z virusom, intenzivni oddelek, huje bolni. Da smo čim bolj nazorno pač pokazali, kaj to je. Spodaj imamo čiščene sejne sobe, dezinfekcija, se morajo podpisati, datum, pol razdalja med osebami, kadilnice je dejansko A3 list, ki opozarja na ta, ko stopiš ven, opozarja, v kadilnici opozarja. Spodaj imamo pač ena šablona za podpis, se pravi, za obiskovalce, da dajo svoje kontakte, pa da dovolijo pač, ne vem, merjenje temperature. Še en slajd naprej. To so pa v bistvu skupine, ki smo jih naredili. Skupine so razdeljene na 3 izmene. Tle bilo mogli smo biti pozorni, da iste skupine, kot so zjutraj, so tudi popoldne in ponoči. Tako da, tako kot smo dopoldne, ko je največ oddelkov razdelili, tako so mogli tudi popoldne pa ponoči se tega držati, oziroma se še zmeraj morajo. Se pravi, da imajo točno definirane odmore, kdaj lahko imajo malico in kdaj imajo lahko odmor.
se pravi za kajenje in v katerem času. In smo gledali tako, da se v bistvu ne prekrivajo. Potem smo pa imeli še težava, ker smo mi toliko različnih skupin naredili za malico, da je bila jedilnica premehna. Mi imamo to srečo, da je zraven jedilnice, se pravi, če za matično lokacijo govorim, imamo še en mehen prostor zraven za 8 oseb, se pravi, lahko greješ v prostor in zraven tega imamo še eno veliko sejno sobo, se pravi, da lahko greješ še v to sejno sobo, če ne morejo držati teh razmerij pa razdalj, ki smo jih definirali. Potem se pojavlja tudi, da ima nekdo sestanek ravno takrat, ko ima njegova skupina malica. Mi smo rekli, da morajo sestanki, ki se v podjetju izvajajo, čim bolj upoštevati, da se delajo tako, da se ne križajo te skupine. Če se pa ne gre, če se pa križajo, da na noben način se ni drugače dalo urediti, se pa spet te, ki grejo izven svoje skupine na malico ali pa na odmor, se morajo držati v ločenem prostoru. Se pravi, prej smo omenili 3 prostore in nikoli niso vsi 3 polni, se pravi, če eden gre izven tega, mora iti izven tega. Tam si vzame malico in gre v drug prostor pojesti. To je v bistvu na grobo to, kar sem predstavil. Ta PowerPoint, kot je že povedala gospa, boste z vsemi temi ukrepi, ki sem jih zdaj hitro preletel, boste prejeli, tako da si lahko vsakega posebej preberete. Zdaj pa sledijo vaše vprašanja. Tako vaše vprašanje lahko zastavite, kot smo že prej povedali v chatu oziroma pogovoru, ali pa javite, da imate vprašanje z dvigom roke. Toliko časa bi vas pa jaz vprašala, kateri ukrep oziroma ali več njih, kako se vam zdi, je po vašem mnenju najbolj nujen oziroma pomemben? Najbolj nujen od vseh teh ukrepov, ki sem našteval, najbolj se je izkazalo, da so pomembne te skupine. Se pravi, da zaposlene ločimo v skupine. To je najbolj pomembno, ker mi imamo že primere pozitivnih oseb in so se te skupine izkazale za zelo dobre. Se pravi, v hipu smo videli ta okužena oseba, s kom je bila v stiku. Prav smo takoj videli potencialne kandidate, da so še okuženi. Na ta način smo lahko tudi tiste potencialne imeli takoj seznam na testiranje, smo jih lahko poslali. Ker so bili v meni znotraj svoje skupine, tudi ni možnosti prenosa naprej. In do zdaj, se pravi od marca do danes, mi znotraj podjetja iz skupine v skupine nismo imeli dejansko nobenega prenosa. Vsi, ki so pozitivni, je prenos od zunaj. Super, torej ste ukrepe upoštevali in jih zelo dobro zastavili. Imamo eno vprašanje od gospoda Jana Tomšeta, ki je napisal, da je to zelo nazoren prikaz ukrepov. Kateri ukrep se je izkazal za najtrši oreh in pri katerem so zaposleni potrebovali največ časa, da so ga osvojili? Kar se ukrepov tiče, rečemo, da imamo največ težav, pa smo imeli največ težav zaposlene prepričati, da virus dejansko obstaja in da je dejansko nevaren. In če gremo od začetka, z maskami smo imeli na začetku najbolj problema, da jih nosijo, da jih nosijo pravilno. Se pravi, te ukrepi pa, da prepričajo zaposlene, smo rešili, oziroma ne rečem, da 100% funkcionira, ampak smo na bistveno višjem nivoju, kot smo bili. Se pravi, plakati, v kateremkoli prostoru imajo skozi pred očmi te ukrepe, grafične prikaze, vodje, ko grejo skozi oddelek oziroma vsi nižji nivoji, vsak nivo nižjega opozarjanja v te ukrepe. In če to delaš dnevno z plakati, z informacijami, tudi osebno, edini na ta način uspe. Če pošlješ mail, da je to treba upoštevati, to nimate možnosti, mislim, vsaj po mojem mnenju, da se to upošteva.
Okay. Jaz imam pa še vprašanje, če ste imeli mogoče tudi kakšno izkušnjo oziroma kakšen ukrep, ki se je izkazal za neučinkovitega in ste ga kasneje mogli prilagoditi oziroma zamenjati. Ste imeli kakšno tako izkušnjo? Se ne bi spomnil nobenega takega, ampak kot sem že omenil, mi dejansko dnevno ali pa tedensko spreminjamo, rečemo skupine smo kar na začetku smo skupine šlo zelo na striktno, smo skoraj karantene delali znotraj in smo prepovedali vse. Pa smo pa te skupine začeli, se pravi te tehnološke skupine, kot sem omenil, tega na začetku nismo imeli. Smo imeli oddelčne skupine, izmenske in kakorkoli, medtem ko tehnološke ne. In se dejansko tehnologike morajo gledati, ne vem, izdelke ga v rok morajo držiti, pa ker res morajo predebatirati, niso mogli dejansko izvajati dela. In to je že rečemo tak ukrep, da te skupine na začetku niso mogoče bile najbolj zamišljene, za širitev, ne širitev je bilo dobro, ampak za delo je pa bil problematičen. In ta tehnološka skupina v narekovaju je rečemo že ena taka stvar, ki bi rečemo spadala pod to. Torej ste se prilagajali na dane situacije, pa ste videli odzive, kako gre. Ja. Okay, imamo še kakšno vprašanje mogoče? Ste se pri uvajanju ukrepov vključili tudi koga iz zdravstvene stroke oziroma medicine dela? Z medicincem dela smo bili v kontaktu, predvsem kadrovska, drugače pa, da bi prav z nekom da ga bi poklicali pa vprašali za nasvet, niti nismo. Smo pa sami, se pravi na internetu je bilo dosti informacij za Ministrstvo za zdravje, NIJZ-ja, te informacije ali pa ne vem, gospodarske zbornice ali pa drugih organizacij, vse te stvari smo pač redno, dnevno čekiramo in trenutno nam je še zadoščalo. Kar smo bili pa še v kontaktu zaradi teh testiranih, samoplačniških, to smo pač klicali. Ampak ostale stvari nekako nam gre z našim znanjem in to, kar dobimo preko in drugih inštitucij, zadostuje. Super. Okay, če ni nobenega drugega vprašanja, smo prišli do konca današnjega 9. SBC webinarja. Gospod Ulrik Oblak, zahvaljujem se za vaš čas in vaše predavanje, vaše deljenje izkušenj. Posnetek današnjega SBC webinarja vam bomo poslali, tako da ga boste lahko delili z vašimi sodelavci. Vabimo vas tudi k neposrednim vprašanjem našemu predavatelju po webinarju. Kontakt vam bomo skupaj z posnetkom poslali danes tekom dneva. Verjamem, da se kmalu spet vidimo v naslednjih SBC webinarjih. O vseh aktualnih terminih vas bomo obveščali, nekaj naslednjih pa sledi. Torej v četrtek, 5.11. pripravljamo SBC webinar z Inšpektoratom Republike Slovenije za delo in s podjetjem Deloitte na temo, kaj morajo podjetniki vedeti o pravilih dela na daljavo. Naslednji teden, 10.11. pripravljamo s poslovnim psihologom, gospodom Alešem Vičičem, na temo, kako v času koronavirusa obvladati lastne skrbi in s tem doseči spremembe pri zaposlenih. V četrtek, 12.10. pa na temo, kako poskrbeti zase, ko delate od doma. Torej, najlepša hvala vsem za pozornost, ostanite zdravi in srečno. Hvala, živijo.